Svetovno prvenstvo je skoraj tu, a še preden zazveni prva piščalka, se FIFA že sooča s polemikami glede tega, kdo lahko sodeluje, kdo lahko vstopi in kdo si lahko sploh privošči biti tam. Od iranske reprezentance do somalijske sodnice, ki je bil zavrnjen vstop v ZDA, priprave na največji nogometni turnir že zdaj oblikuje politika, ki sega daleč preko igrišča, poroča Alex Schross. Neverjetno je, ker ne pomisliš na nogomet. Mi uporabljamo besedo nogomet ali soccer, kaj ne? Ampak v tej državi ne pomisliš na nogomet. Svetovno prvenstvo je skoraj tu, a še preden zazveni prvi žvižg, se FIFA že sooča s starim problemom – polemikami zunaj igrišča. Ena od žariščnih točk je Iran. Protestniki, vključno z iransko-ameriškimi skupinami in nekdanjimi igralci, pozivajo FIFA, naj Iran popolnoma izključi s turnirja, saj obtožujejo Teheran, da uporablja reprezentanco za prikrivanje represije doma. FIFA se ni odločila za prepoved ekipe, vendar so ZDA prepovedale vstop članom osebja ekipe, ki so obtoženi povezav z iranskim režimom zaradi domnevne varnostne grožnje. Iranska ekipa je že morala svojo bazo preseliti iz ZDA k soorganizatorju Mehiki. V drugem primeru je somalski sodnik Omar Abdul Hadir Artan skoraj postal prvi somalski sodnik na moškem svetovnem prvenstvu, vendar mu je bil vstop v ZDA zavrnjen, čeprav je FIFA trdila, da ima veljavno vizo. ZDA pravijo, da so Artanu prepovedale vstop zaradi domnevnih povezav s terorističnimi organizacijami. Seveda je tudi žalostno, kar se je zgodilo z Omarjem, sodnikom iz Somalije. Ampak spet ne nadzorujemo vsega. Poskušamo, bomo razpravljali, bomo govorili, bomo videli. Mogoče je včasih tudi dobro, da se preprosto malo sprostiš, umiriš. Delamo na vsem, poskušamo vse rešiti. In potem so tu še cene vstopnic, pri čemer navijači obtožujejo FIFA, da je z izjemno visokimi stroški, dinamičnim določanjem cen in stroški preprodaje izrinila običajne navijače s turnirja. Začetna cena je $60. Trg pa, vse, kar sem prej povedal, trg je pač takšen, kot je. Če bi jo prodali po nižji ceni. In spet, to je bilo del intenzivne in obsežne analize na tem določenem trgu. To bi šlo skozi, kar je v tej državi popolnoma zakonito. Tako se ekipe pripravljajo na največji športni oder na svetu. FIFA pa znova lovi ravnotežje med nogometom in politiko. Toda na svetovnem tekmovanju, ki ga tako pogosto spremljajo spori, bodo številni navijači, ko se igra končno začne, verjetno vse skupaj preprosto odmislili. In za več o tem se v živo oglašamo k naši višji ameriški dopisnici Maiki Wagenheim, ki je z nami v Washingtonu. Svetovno prvenstvo nenehno služi kot oder za svetovno politiko in denar. Koliko to vpliva na pogovor o svetovnem prvenstvu tam v ZDA? Veste, nekatera vprašanja zunanje politike res niso pomembna, ko gre za svetovno prvenstvo. Če se spomnite, naj bi to bil skupni projekt ZDA, Kanade in Mehike, enotna severnoameriška pobuda, da bi to pripeljali na svetovni oder. Očitno so velike napetosti v trgovini med ZDA in njenima sosedama na severu in jugu. Vendar pa nihče na svetovnem prvenstvu ne govori o trgovinskih težavah. Ko pa pridemo do drugih vprašanj, zagotovo tudi do vprašanja priseljevanja, kot smo slišali pri težavah z vizumi, s katerimi se je soočil somalski sodnik in tudi nekateri navijači ter člani podpornega osebja. To zagotovo prinaša vprašanje priseljevanja v ZDA v širšo razpravo tukaj doma. Poleg tega, ko pogledate stvari kot je Iran, je seveda vprašanje Irana trenutno v ospredju. To je glavna novica v vseh poročilih tukaj. In potem iranska ekipa, ki je priletela sem in njihova zgodba o lastnih težavah z vizami. In seveda igranje v Združenih državah pod grožnjo vojne s to isto državo. To je tudi del pogovora tukaj v ZDA. Ni samo športna zgodba, gre še dlje. In seveda, ko se ukvarjaš tudi z inflacijo in svetovno situacijo, kjer se zvišujejo stroški nafte in vsega podobnega, ja, se to res pozna tudi doma, ko govorimo o cenah prevoza, hotelov in podobnih stvarih. Torej, igrajmo nogomet, ampak seveda ne moremo ubežati globalnemu vplivu teh dogodkov. Prav, hvala, Maiki Wagenheim.